Teniški prijatelji in prijateljice, prav lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi Tenis Slovenije. Oder je pravi, dvorana prav tako, vse ostalo pa je času primerno. Pozdravljamo vas prek računalnikov in tablic, dobrodošli na virtualni podelitvi nagrad najboljši. Udobno se namestite, posodite nam vaša ušesa in oči. Najprej pa nas bo pozdravil predsednik Teniške zveze Slovenije, gospod Andrej Slapar. Izvolite. Lepo pozdravljeni, navkljub posebni in zahtevni koronski sezoni 2020, ko je celoten šport, rekreativni in profesionalni, postavljen pred drugačne izzive, smo v tenisu uspeli poiskati rešitve za nepredvidljive situacije. Tenis se je izkazal za enega najbolj varnih poligonov za igro. Poskrbeli smo, da so se lahko naše igralke in igralci ob upoštevanju omejitev med prvimi uspešno vrnili na športne terene. Ponosen sem na slovenski teniški pogon in ekipo, ki se je v tej situaciji uspešno soočila z drugačnim načinom dela, kot smo ga poznali do sedaj. Skupaj smo dosegli večino najpomembnejših ciljev, ki smo si jih zastavili, okrepili smo sodelovanje na vseh ravneh in odgovorno nudili pomoč našemu članstvu. Hkrati sem vesel, da so naše najboljše igralke in igralci ponovno poskrbeli za vrhunske rezultate, da vse bolj nas opozarjajo mladi, ki jih podpiramo na njihovi poti, in da so se nenazadnje na eno ali drugo stran mreže vrnili nekateri ljubitelji tenisa. Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje skupaj nadaljevali to pot ter s pravim pristopom na vseh nivojih še naprej zagotavljali stabilno in zaupanje vredno organizacijo, ki je postavljena na trdnih temeljih in gradi tako za sedanjost kot prihodnost slovenskega tenisa. Srečno. Hvala, gospod Slapar. Upamo, da se bomo čim prej videli na teniških igriščih. Ta kljub pandemiji v letu 2020 niso samevala. Tenis Slovenija je varno in uspešno organizirala več kot 100 turnirjev. Vrhunec je bil prav gotovo teniški festival Avgusta v Portorožu, kjer je v 9 starostnih kategorijah sodelovalo skoraj 600 nastopajočih. Tako je bilo dovolj možnosti, da se je pokazalo, kdo so najboljši posamezniki in posameznice. Pa pojdimo od mlajših do starejših. V kategoriji do 12 let sta bila leta 2020 najboljša Svit Sulič, Teniška akademija Breskvar in Ela Plošnik, Teniški klub Triglav Kranj. V kategoriji do 14 let priznanje prejmeta Žiga Švec, ŽTK Maribor in Nala Kovačič, prav tako ŽTK Maribor. Pri 16-letnikih nagrado prejmeta Maj Premzelj, ŽTK Maribor in Ana Lanišek, TK Radomlje. Zdaj pa še 18-letniki, kjer sta pričakovano najboljša Bor Artnak, Teniški klub As Litija in Živa Falkner, Teniški klub Otočec. Čestitke vsem, mi pa bomo enemu od njih podelili še posebno nagrado.
Glavni sponzor Tenis Slovenije Petrol je že 4. leto zapored nosilec strokovnega izbora Petrolov leta. Tu se med kopico športnih talentov izbira najbolj perspektivnega. Strokovni svet Teniške zveze Slovenije je na podlagi predlogov širše javnosti z glasovanjem za Petrolov leta izbral Maja Premzla, ŽTK Maribor. Maj bo prejel tudi 1000 evrov finančne pomoči. Zdaj pa v naši družbi pozdravljam Maja Premzla. Maj, kaj vam pomeni, da ste bili izbrani za to nagrado v konkurenci številnih mladih igralcev in igralk? Ja, res sem bil vesel, saj to mi res nekaj pomeni, da so v bistvu ti, ki so izbirali za to nagrado, videli v bistvu v meni neki potencial in mi zaupali, da sem dobitelj te nagrade. Vsaka v bistvu neka finančna podpora res dosti pomeni. Res sem bil vesel, saj mi to lahko, sem si s tem pokril par turnirjev, kar je tudi moji družini recimo olajšalo neko delo. Kmalu, že čez nekaj dni boste stari 17 let, to pomeni, da boste še 2 leti mladinec. Kakšni so cilji za to mladinsko konkurenco? Za letošnje leto je seveda, da bi nastopil vsaj na enem mladinskem Grand Slamu, ter se na mladinski lestvici ITF prebil do v bistvu tam nekje do top 60. mesta. Vsak dan močno treniram, da mi bo to tudi uspelo, pa verjamem, da mi to lahko uspe. Ravno to nekje sem prebral, da je vaš vzornik Novak Djokovic, ki še vedno kljub vsem uspehom trdo trenira. Kaj vam je najbolj všeč pri njemu? Pri meni je, v bistvu pri njemu je meni najbolj všeč tista njegova zagriženost. V bistvu on, ko igra, se mi zdi, da bilo kak zgublja, bilo kak je, nikoli ne bo puške vrgel v koruzo, vedno bo fajtal do konca, pa tudi ta v bistvu mentalna pripravljenost, čeprav včasih malo ide, ampak ja. Hvala lepa in držimo pesti, da vam bo uspelo uresničiti sanje. Srečno! Hvala tudi vam. To je bil torej Maj Premzl, Petrolov leta, mi pa zdaj nadaljujemo s podelitvijo priznanj za leto 2020. Ostajamo pri mladosti, pri tistih, ki so šele na začetku svoje športne poti. Pot je še dolga, vseeno pa so že pri rosnih letih pokazali, da je tenis njihova prva ljubezen in da se ji uspešno posveča vsem srcem. Nagrado za posebne dosežke za 2. mesto na ekipnem evropskem prvenstvu do 12 let prejmejo Žiga Šeško, Svit Sulič in Luka Petrovič. Vsakemu Tenis Slovenija dodeli 500 evrov iz proračuna mladinskih reprezentanc. Tenis je individualni šport, a ekipa je vseeno pomembna. Povezanost, sodelovanje, prijateljstvo, spoštovanje. Vse to je potrebno za uresničevanje skupnih sanj. Vse to je pomembno za dobro ekipo. Sledijo zmagovalci teniških lig za leto 2020. Liga do 12 let. Prvo mesto ŽTK Maribor. Liga do 14 let. Prvo mesto dečki ŽTK Maribor in prvo mesto deklice prav tako ŽTK Maribor.
Ekipno tekmovanje do 16 let. ŽTK Maribor. Ekipno tekmovanje do 18 let, prav tako ŽTK Maribor. Pobrali so torej vse nagrade od 12 do 18 let. Zdaj pa smo pri veteranski ligi. Zmagovalci so postali igralci ŠTK Velenje. Prva članska ženska liga. Zmagovalke so postale igralke teniškega kluba Triglav Kranj. In za konec še članska moška liga. Tudi v tem primeru so bili najboljši igralci teniškega kluba Triglav Kranj. Še naprej ostajamo pri ekipah oziroma klubih. Za nami sta 2 desetletji novega stoletja, tako da bomo najprej razglasili najboljše 3 klube 21. stoletja. Kako dobro se sliši, kaj ne? Gre za klube, ki so ob koncu leta največkrat končali med prvimi 3. 3. mesto je osvojil teniški klub Maribor Branik. Na 2. mestu je teniški klub Triglav Kranj. Verjetno ni težko ugotoviti, kateri klub je najboljši v prvih 2 desetletjih. To je ŽTK Maribor. ŽTK Maribor pa je postal tudi najboljši klub v letu 2020. ŽTK Maribor bo to nagrado prejel že 18. zapored. Zdaj pa pozdravljamo Draga Završnika, predsednika ŽTK Maribor. Gospod Završnik, danes sem že nekajkrat izgovoril železničarski teniški klub Maribor. Tudi leto 2020 je bilo polno uspehov. Nam lahko razkrijete skrivnost vaše uspešne zgodbe? Še vprašanje, ki je kratko in enostavno, odgovor pa je verjetno bolj zapleten. Pogled v prihodnost, kako še nadgraditi vaše uspehe.
Hvala in srečno. Še naprej ostajamo v Mariboru. Podelili bomo namreč posebno priznanje za doprinos slovenskemu tenisu. Prejme ga Ivan Gorjup. Ivan Gorjup je leta 2014 prevzel mesto predsednika teniškega kluba Branik, ko razmere niso bile rožnate. Klub je prevzel v obdobju, ko so mu vsi govorili, da je položaj brezupen in da je škoda prostega časa in naporov. V 5 letih njegovega predsedovanja je bilo narejeno veliko, tako na področju infrastrukture kot organizacije. V tem obdobju je bil tudi močno vpleten v delovanje zveze. Je zelo pomemben in nepogrešljiv člen Tenis Slovenije, član upravnega odbora. Ko je uradno prenehal z delovanjem kot predsednik kluba, mu je ta izkazal spoštovanje s tem, da ga je imenoval za častnega predsednika. Še enkrat hvala gospodu Gorjupu za vse, kar je dal slovenskemu tenisu. V znak zahvale pa mu Slovoč podarja ročno uro. Ja, kako čas beži v dobri družbi, nas pa čakajo le še 3 zmagovalci. Najprej bomo izvedeli, kdo je najboljši trener v Sloveniji v letu 2020. Nagrado prejme Zoran Kranjc. Najboljši trener v letu 2020 pa je zdaj z nami. Zoran Kranjc pa ni doma, ampak v karanteni v Avstraliji, kjer spremlja Tamaro Zidanšek. Zoran, kdo bi si mislil, da bodo tako potekali turniri? Kaj ne? Kako je v karanteni? Ja, zaenkrat je znosno, dokler nas pustijo na igrišča in v gym, kar gre. Mislim, da bomo zdržali do začetka tekmovanj. Ja, letos ste s Tamaro začeli odlično. Kako ocenjujete njen prvi nastop na prvem turnirju? Zadovoljni? Ja, lahko rečem, da je začetek v sezono obetaven. Ne morem reči, da je odličen. Premagala je sicer 24. igralko v prvem kolu, sam sem se osebno malo bolj bil zaskrbljen za njeno drugo kolo, ker je bila igralka z izrazito igro, ki Tamari ne paše, vendar tudi to je odlično opravila. Tako da meč z Marto Kostjok ne jemljem kot neko veliko dramo. Vem, da je takrat tisti dan Tamara bistveno slabše odfunkcionirala, kot je sposobna, vendar za začetek sezone še 2 zmage v dvojicah, kar tudi daje lepe obete za nadaljevanje. Najboljši trener to ni samo nagrada, ampak potrditev nekega dela, filozofije treniranja. Kaj vam pomeni to priznanje, ki so vam ga dali kolegi? Ja, še enkrat hvala kolegom. Očitno pomeni to, da so spoznali te ne veliko število igranih mečev Tamare Zidanšek v 2020 za njen velik napredek. Šla je skozi neke ovire, skozi neke težave zdravstvene, ki so potrebovale temu, da je odigrala samo 15 mečev, ampak kljub temu pokazala izrazit velik napredek že spomladi na mehiški turneji, predno se je vse skupaj ustavilo. In kasneje, ko je igrala odlično, predvsem v dvojicah in proti Garbiniju Muguruza v Parizu, kar je seveda dalo lepe obete za 2021, ker vemo, da Tamara pač rabi 2-3 turnirje kontinuirano igrati enega za drugim, da doseže tisto formo, katero je dosegala že v preteklosti. Ves čas govorite o Tamari, kakšen pa je vaš pogled? Kaj pa ste se morda vi naučili v tem obdobju? Ja, že spet moj odgovor, ne, gre za njih, ne gre za nas, mi smo samo supenerji, mi se naj ne bi postavljali v prvo vrsto. Mi smo pač njim na razpolago in njim pomagamo omogočati te rezultate. Moj pogled na sezono 2020 je podoben, kot sem ga opisal strani Tamare. Vsi smo se soočali z nekimi nepredvidljivimi ovirami, z nekimi
z nekimi nalogami, ki jih prej nismo bili vajeni. Tudi zdaj začetek se je malo drugačen, že ta karantena je zdržati in potem to kontinuirano dvigovati še neko igralsko poglavje zase. Tega v življenju kot trener še nisem doživel, niti noben drugi, ne. Teda vsi se probamo nekako maksimalno mentalno spopadati z stvarmi, ki nas prej nihče ni obogatil z veščinami, ki bi jih naj poznali za take situacije. Zdaj gre dobro, jaz mislim, da je mentalna pripravljenost na nivoju in komaj čakamo prvih tekem. Ja, ravno to, kakšen je torej vaš pogled na to, kar se dogaja okoli nas? Mnogi opozarjajo, da je to lahko tudi položaj, ki ga lahko izkoristimo. Kako lahko tenis to izkoristi, kaj lahko morda pridobi? Z teniškega zornega kota se večkrat med kolegi že pogovarjali tudi v pretekli sezoni, da je za nas to zelo dobra prilika za odpreti neko novo poglavje v mentalni pripravi vsakega športnika, da znamo pripraviti tehnično in taktično igralce in igralke na solidnem nivoju, je znano, vendar seveda z nekimi nevidnimi nevarnostmi in nevrozami, ki se pojavljajo sled tega, smo znali do zdaj delati. Jaz mislim, da marsikdo od nas lahko izkoristi, kot si rekel, Anže, to za recimo dobre nastope na naslednjih turnirjih, za kar pa je potrebno seveda dobro analizirati pretekle tedne, pretekle mesece. Hvala lepa in srečno v Avstraliji. Hvala v Slovenijo. Čau, čau. Zdaj pa smo prišli do vrhunca večera. Razglasili bomo najboljšo igralko in najboljšega igralca v Sloveniji v letu 2020. Dame imajo prednost. V prejšnji sezoni je med drugim premagala Kiki Bertens, v Pragi pa je bila zelo blizu zmage proti Simoni Halep. Najboljša igralka v Sloveniji v letu 2020, trenutno 49. igralka na svetu, je Polona Hercog, teniški klub Maribor Branik. In Polona je zdaj z nami, le da je tudi ona v deželi tam spodaj. Polona, prvo vprašanje bi moralo biti povezano s karanteno, naj bo to drugo. Najprej vam bi rad čestital za rojstni dan, ki ste ga praznovali včeraj. Vse najboljše! Hvala lepa. In zdaj koronavirus, kako je spodaj v Avstraliji, kako se počutite? Ja, je kar, moram reči, zaenkrat smo v sobah, se mi zdi, da je vse skupaj še malo v neki pavzi, bi se lahko reklo. Vsi delamo po svojih najboljših močeh, se mi zdi, kar se pač da od samega treninga, pač res ni dosti stvari na voljo in je treba na nek način zaenkrat res improvizirati. Jaz pač upam, da bo vse dobro, kar se tiče testov in ostalih stvari. Vseeno je plus, da lahko pričakujemo, da bomo v 2 tednih tekmovali, tako da je vseeno, je treba na vse skupaj gledati nekako pozitivno. Tako da pač jaz upam, da se za vse, za nas, za našo ekipo in tudi za vse ostale, ki so tukaj, da se stvari dobro odvijajo. Ja, tudi mi držimo pesti. Leto 2020 je bilo res čudno. Odigrali ste vsega 21 dvobojev. Po čem si ga boste vi osebno zapomnili? Je bilo posebno leto, se mi zdi, da za vse. Najbolj verjetno potem, da ni bilo tistega res takega hektičnega turnirskega ritma, da se je mogoče malo več časa preživelo z družino in delalo stvari, za katere včasih ni časa in na nek način je bilo, kako bi se lahko reklo, mogoče, da pogledaš malo bolj v sebe, ker se vse skupaj ustavi, tako da imaš mogoče za nekatere stvari malo več časa in priložnosti, tako da jaz mislim, da leto je res bilo posebno, ampak mislim, da sem ga v veliko pogledih zelo dobro izkoristila.
mislim, da zdravje je vsekakor na prvem mestu in to je najbolj pomembno. Odigrali ste nekaj res dobrih dvobojev, prej sem omenil dvoboj proti Simoni Halep, ki ste ga sicer izgubili, vendar pa ta dvoboj je bil dokaz, da je morda lahko leto 2021 še uspešnejše. Ja, je bilo nekaj težkih dvobojev, tudi bolečih porazov, lahko rečem, tudi kakšna lepa zmaga, definitivno bi si želela še več. Moji cilji so vsekakor višji in upam, da v tem, da se pokaže tudi na nekaterih aspektih, ki smo jih delali, da se pokaže napredek. To je moja prioriteta, da se vse skupaj odvija v nekem, da rastem na vseh področjih. To bi rekla, da je nekako moja prioriteta in se mi zdi, da vse ostalo pride potem v nekem naravnem ritmu. Tako da ja, najbolj me zanimajo te stvari, pač, na katerih smo največ delali, da se lahko pokažejo v samih tekmah. Lahko kaj izpostavite, torej, na čem ste delali? Kje vidite še rezerve pri 30 letih? Septembra leta 2010 ste bili 35, trenutno pa 49 na lestvici VTA. Veliko ljudi meni, da imate igro za prvih 20. Ja, definitivno mislim, jaz mislim, da na sami fizični pripravi smo veliko naredili, tudi čisto igra, pristop k samemu športu, kakšen mindset imeti na terenu, se mi zdi, da pač tu so stvari, kjer se vedno da napredovati in ja, mogoče sem lahko rečem, te področje mogoče v letih, mogoče pred 5, 6, 7 leti bi lahko mogoče več naredila, ampak vse stvari pridejo v tistem času, ko morajo priti in jaz si ne delam nekega zdaj pritiska, tudi jaz pri 30 letih, mogoče sliši, da je pozno v karieri, ampak se mi zdi, da ja, se dobro počutim, dobro igram, mislim, da imam še veliko za pokazati, tako da se veselim in te sezone in prihajajočih. Polona, tudi mi se veselimo, še enkrat hvala lepa in čestitke za nagrado za najboljšo slovensko teniško igralko v letu 2020. Ja, rada bi se zahvalila za to nagrado in priznanje. Je lep dosežek, vsekakor, da se tudi, da se vidijo na tem, na papirju, kako bi se lahko temu reklo, in sem hvaležna za to nagrado. Hvala in srečno. To je bila torej Polona Hercog. Zdaj pa še najboljši igralec v Sloveniji v letu 2020. Trenutno je edini slovenski igralec v prvi stoterici. V letu 2020 pa je med drugim premagal Grka Cicipasa in Rusa Hačanova. Nagrado prejme 58. igralec na svetu, Aljaž Bedene, Teniško društvo Slovan Ljubljana. Zdaj pa se še tretjič in zadnjič selimo v Avstralijo. Tam pozdravljamo Aljaža Bedeneta. Aljaž, najprej vprašanje, kot ste ga dobila Polona in Zoran, kako je v Avstraliji? Verjetno je bila pot zelo naporna, pa potem takoj karantena. Živijo. Ja, definitivno drugače kot prejšnja leta. Prideš v Avstralijo, podpišeš vse te liste, da si 14 dni v karanteni. Na srečo, za razliko od ostalih civilistov, imamo vsaj 5 ur, gremo lahko ven v tem času oziroma lahko treniramo in ja, v bistvu taka je procedura. Sprijazna smo se s tem, torej šli smo sem, vedeli smo že vse, kako bo. Je drugače, ampak jaz komaj čakam, da bo teh 14 dni konc in da lahko normalno začnemo. V bistvu bo pa pol drugače oziroma bo tako, kakor je bilo tudi prej, kar je pa pozitivno. Ja, če pogledava nazaj v čudno leto 2020, na kaj ste najbolj ponosni, kaj je tisto, kar vas navdaja z optimizmom pred letošnjo sezono? Lani ste odigrali samo 22 dvobojev.
Ja, mislim, z optimizmom je to, da bo letos, se mi zdi, no, da bo lahko malo bolj normalna sezona brez neke večje prekinitve. Zihar je to, da na začetek sezone je bil vrhunski in mogoče se naslanjam na to, da bi ga rad ponovil oziroma še nadgradil. Ja, tudi treningi so recimo bili letos oziroma zdaj v pripravljeni sezoni boljši kot po tistem začetku korone, tako da pričakujem oziroma si želim boljšo sezono, ker res lanskoletna je bila tako čudna, pa ne samo iz smisla korone, tudi sami treningi so bili drugačni, tekem ni bilo, ne vem, mislim, vse je bilo drugače in upam, da bo se malo bolj postavili, čeprav verjamem, da se ne bo čisto postavili, upam, da se bo bolj postavili in ja, želim si tudi več kot samo 22 dvobojev odigrati. Omenili ste, da ste se dobro pripravili, del priprav ste opravili tudi v Beogradu na povabilo Novaka Djokovića. Z njim sicer niste trenirali, pa vseeno, kakšna je bila ta izkušnja? Ja, pri Noletu je res dobro organiziran. Jaz mislim, da na Balkanu to manjka. Zdaj ima tam oziroma še postavlja to akademijo, res je vse na enem mestu, kar se mi zdi, da je zelo priročno oziroma lažje vse narediš. Treniral sem s Krajinovićem, Džumhurjem in Džerejom, z Noletom sem se videl, malo smo se pogovarjali. In je bilo vse skupaj super, no, tudi treningi na višjem nivoju, tako da nekako se mi zdi, da sem to rabil in ja, je bilo zelo pozitivno. Veliko večino priprav sem naredil v Ljubljani, tudi tukaj je bilo, lahko rečem, zelo dobro, tako da ja, se veselim začetka 2021, torej koledarskega leta. Kako je s počutjem? Je poškodba mišice preteklost? Poškodba mišice je preteklost, oziroma upam, da je, nisem zdaj igral veliko tekem, ponavadi se to zgodi ali na pesku, ali pa če veliko tekem odigram. Jaz mislim, da smo preventivo naredili, oziroma tudi tisto poškodbo nekako zacelili, kolikor se le da, seveda v tisto prvotno obliko ne more priti, ampak se mi zdi, da smo vse naredili, torej s fizioterapeutom in s kondicijskim trenerjem, da bo v redu, tako da počutim se odlično in jaz mislim, da ne bo težav s tem. Kaj vas čaka pred začetkom odprtega prvenstva Avstralije, na katerem turnirju boste nastopili? Turnir v Melbourneu, torej in ATP Cup in dva turnirja ATP 250 so vsi na istem mestu, tako da sem se prijavil na turnir Melbourne 1, ki je v bistvu nadomestilo Adelaida lanskoletnega, tako da ja, igra se na istih igriščih, se mi zdi, da je dobra priprava za odprto prvenstvo Avstralije. Hvala in srečno. Najlepša hvala. Tako prišli smo do konca našega virtualnega druženja. To je bilo posebno, tako kot je bilo posebno tudi leto 2020. Polno izzivov, na katere bi bili težko vnaprej pripravljeni. Pri reševanju novonastale situacije, tako pri delu, športu, kot tudi v zasebnem življenju, smo pogrešali protiutež brezskrbnosti, športnih aktivnosti, druženja, potovanj in sprostitve. Vse to, kar vam želimo pri Tenis Sloveniji. Zato trdno verjamemo, da bo novo leto prineslo več pozitivne energije, najboljše teniške poteze in uspehe na vseh področjih. Upamo, da se čim prej vidimo na teniških igriščih. Ostanite zdravi, tenis je zdrav. Srečno!